Naša ekipa je po dolgem času obiskala viteško dvorano dvorca Betnava. Tam razstavlja mlad mariborski kipar Marjan Mirt, ki ustvarja skulpture iz žice. Leta 1975 v Zagrebu rojen umetnik, veljan za enega izvirnejših avtorjev mlajše kiparske generacije. Verjetno tudi zaradi dejstva, da so njegove umetnine preproste, kar je v današnjem času vsestranske sodobne umetniške ponudbe izjemno. Osnovni material njegovih skulptur je žica. Kipar, ko dela skelet, oziroma ko gradi skulpturo, naredi skelet iz žice, pol pa na njo nalaga glino. Jaz sem v bistvu samo namesto gline dodal oziroma modeliral še z žico naprej. Zanimivo je to, da se sama žica v bistvu gradi celo skulpturo. Jaz v bistvu delam bolj ali manj figurativne zadeve in se ekstremiteti človeški enako kot žica repetirajo. Recimo roke pa noge imajo podobna razmerja. In v bistvu se mi zdi, da je kar se ujema eno z drugim. Kako izbiraš podobe, ki jih potem oblikuješ? Zdaj, ne vem, mislim, zdaj na tej razstavi bi lahko rekel, da je večinoma grških tem, ampak ta grška tematika se vedno reflektirala in vedno aktualna tudi v današnjem svetu. Zanimivo je, ko so oni imeli tudi svoje heroje, pa zdajšnji svet tudi ima superheroje, ki so v bistvu preslikava te heroje, ki so bili takrat. Je pa človek je enak pod kožo bil takrat, pa zdaj tudi in se enake napake pa enake zadeve se ponavljajo. Edino, da zdaj bi lahko rekli, da se skupaj izgleda malo drugače, ampak to je samo pod površjem. Če se gre pa bolj globoko, pa smo zelo enostavni in mislim zelo enaki kot prej. Mirt s tokratno razstavo predstavlja malce starejša in novejša skulpturna dela ter slike, katerih motive je dopolnil žico. V bistvu vse so novejša dela, ampak ko sem začel delati razstavo, ko sem v bistvu imel malo več časa, sem delal podobno kot prej. In ko sem si malo zmanjšal čas za delo, so nastajale bolj ekspresivne zadeve. Torej, te skulpture, ki so za mano, so v bistvu neko nadaljevanje dela, ki sem ga delal do zdaj. Skulpture, te malo bolj ekspresivne, pa so v bistvu te z skrajšanim časom oziroma z večjo ekspresijo. V bistvu skulpture, ki jih delam, lahko rečem, da jih delam sezonsko, čez zimo oziroma kot lahko delam ateljev, delam manjše modele, pol pa poskušam čez poletje oziroma, ko je lepše vreme, sodelovati na raznih simpozijih po svetu, na katerih lahko imam možnost delati monumentalne skulpture. Marjan Mirt se je letos udeležil tudi simpozija v Rusiji. Kot eden od 2 slovenskih udeležencev je bil izbran v strogi selekciji. Tam je tudi ustvaril monumentalno skulpturo, svojo največjo doslej. Ja, letos sem naredil tega Pegaza v Rusiji na simpoziju, je 4,70 m. Koliko časa si potreboval za to? Tam so bili okrog 4 tedne, recimo. Nekaj bi še v slikarskih delih? Ja, slikarstvo v bistvu, prej sem tudi slikal, v bistvu sem delal slike, mešal sem olje z voskom, zato, ker sem takrat dobil teksturo in sem lahko še delal grafizme na tem. Zelo hitro se je sušila barva in lahko imela tudi reljefnost, ampak zdaj sem začel aplicirati v bistvu žico na platno z kaširanjem, oziroma kaširanje pač lepljenje papirja, oziroma pretrjevanje žice na platno z papirjem. Pri tem tudi dobim eno teksturo, žica pa tudi da lahko večjo dimenzijo, oziroma dobim neko reljefnost. Celo bi lahko rekel, da ene slike so bolj reljefi kot slike. Je pa seveda na slikah z uporabo barv se tudi dobi še ena druga dimenzija. Na skulpturah, ker so manjše, se izogibam barvanju, ker mogoče samo kako patino dam, ker je preveč zasičena forma. Na slikah pa se lahko pol še
dodam barvno listnico. Marjan Mirc se ob oblikovanju skulptur ukvarja tudi z grafičnim oblikovanjem in kako doživlja položaj umetnika v Mariboru. Samo mesto Maribor, ne morem reči, da je spalnica za mene, ampak brez sodelovanja z zunanjim svetom ne moreš obstati. Ne? In celo to, da sodeluješ z ostalimi državami, oziroma da potuješ okoli pa da delaš na kakih simpozijih, te bogati in ti daje eno izkušnjo. Če si pa sam vezan na Maribor, pol pa stagniraš, ker tudi publika ni vajena nekih novejših zadev. In da bi se obogatila kultura v mestu, bi se tudi mogli najprej obiskovalci obogatiti oziroma zgraditi, da bi tudi lahko umetnik prezentiral svoje ustvarjanje, ki jih v bistvu zdaj ne predstavlja, ker se boji, da bo neki upor obiskovalcev ali kaj takega. Umetnik je tudi ustvaril znamenit kip iz 5 železnih skulptur, 5 organskih nevarnosti, po katerem je še bolj postal prepoznaven Židovski trg. Ja, v bistvu je nastala v projektu, oziroma projekt sem prijavil pri NKC-u, Maribor, je pa v bistvu v mestu Maribor, ko sem v bistvu začel ustvarjati v Mariboru, sem videl, da v bistvu ni novih skulptur, ni bilo novejših. In ena barijera, katero sem tudi, kaj sem v bistvu uočil, je, da se umetniki ne odločijo za skulpture, ker je draga izdelava. Samih razpisov, recimo za kakšno skulpturo, sami razpisi zelo redki. In ker sem že takrat delal manjše modele iz žice, sem dobil idejo, da bi naredil eno večjo. Pa sama finančna sredstva za samo izdelavo takrat kot moj projekt niso bila visoka. V bistvu je bila tudi kot ena spodbuda mlajšim umetnikom, da bi lahko tudi, ne mlajšim, pa vsem umetnikom, da bi lahko tudi sami iniciativno z malimi sredstvi obogatili mesto ali pa sploh, pač da se da ustvarjati tudi z manjšim budžetom, recimo. Seveda to je odvisno od umetnikov, kateri material uporabijo, ampak pač se vedno se da naći neki kompromis. Potem pa je bila skulptura postavljena na Židovski trg? Ja, skulptura je bila v bistvu, prosili smo za občino pa za dovoljenje, je narejena kot mobilna skulptura, torej še vedno se lahko odstrani. Na začetku občina je bila zelo skeptična s tem, mislim, glede skulpture, zato smo tudi imeli pogojne 3 mesece sam, ampak se očitno držala in zdaj je kar eni pravi najbolj obiskana skulptura v mestu. Razstava na dvorec Betnava vabi do 21. oktobra.